Živijo in dobrodošli v novi epizodi Dilem iz spalnice. S tabo sva Lara in Monika in odgovarjali bova na vaša anonimna vprašanja. No, pa dajmo kar začeti. Ali je okej, da se moški, tudi ko je v zvezi, zadovoljuje z dildom in masturbira? Aha, danes imamo malo drugače, prav, da je v zvezi, ne samo, če je v redu, če so moški z dildom, ampak če je tako v zvezi. Ja, jaz vedno pač, ko je tematika masturbacije, ko si v zvezi, mi je tako, po en stran razumem, po drugi strani mi je pa tako, pač, zakaj bi bilo to kaj narobe, a ne, pač, vsi imamo, ne vem, tako se lahko rešuje različne stopne libida, ne pač eni imajo več, eni manj, kakorkoli z masturbacijo lahko to lepo rešiš. Problem masturbacije rata takrat, ko je pač to res ekscesivno, oh my god, besede danes ne letijo iz mojih ust, ali pa dejansko vpliva na tvoje življenje, se pravi, da se tvoje življenje zaradi tega spreminja, ali pa partnerjev, ali pa kakorkoli, se pravi, da so neke slabe posledice. Tako da, če Pa to, da ne skrivaš teh stvari, a ne? Pač meni se zdi... To je ful pomembno, ja. A ne, če bi jaz recimo zvedela, da jaz recimo bi partnerja vprašala, a ti pač tudi masturbiraš, zdaj, ko sva skupaj, pa bi on rekel ne, pa bi to delal, pač štekam, da mi pač ne bi tega šel kar iz ničesar govoriti, ker pač, a ne? Ampak tako, da pa ti res prav skrivaš to, se mi zdi tako malo ifi, ampak drugače pa ne, če to neki zdravi meri, bomo rekli, pa če bolj rata problem, kadar partnerka ali pa partner čuti neko ljubosumje, ali pa da ji ni dost, ali pa da je to mogoče slomal nagražen, če pač počne, ka sta še skup. Drugače se mi zdi to čisto normalno. Pač imamo različne potrebe. Ja. Zdaj si ti že vse povedala, zdaj jaz nimam kaj za reči. Ne, drugače, dokler pač ne vpliva to na zvezo, negativno pač v kakršnem koli smislu, normalno. Ja, pa tudi zdi se mi recimo, če imaš ti pač partner ali pa partnerko, ko pač ti, kaj delaš, a ne, da se malo pogovorite, ne, zakaj do tega prihaja, pač, ne vem, jaz vem, da včasih rabe malo več, pač človek se malo zrihta, pač whatever, a ne, pač zakaj bi to komu zdaj pomenili, da ni dost ali pa kakorkoli, ampak ne vem, včasih tudi malo tako streš sprostiš, ali pa, ne vem, se pač zbudiš, če si malo zaspan, pa kakorkoli. Tako da ja, pač meni se ne zdi to tako problem, pač če ni, tako kot sem rekla, zdaj neka obsesija s tem, no. Ja, meni se tudi ne zdi problem čist nekaj normalnega, tudi če se z dildom samo zadovoljuje. To je bilo posebej vprašanje? Ja, ne, ni bilo posebej vprašanje, posebej ampak pač izpostavljanje bilo. Je bilo tudi izpostavljanje, tako da tudi to se mi ne zdi noben problem. Pač moški imajo itak prostato in to lahko tudi ful bolj paše, a ne? Ja, stimuliraš prostato tako. Ja. Meni se to ne zdi pač nič tazga, ne dokler, tako kot sva rekli. Tudi s partnerko ali partnerjem pač predebatiraš, zdaj, če ima ona neke ful zadržke ali pa okrog tega, ne vem, oba dva morata biti malo odprta, a ne, pač se sprejemati, si povedati, zakaj to, zakaj in ampak drugače tako, da bi pa to zdaj rekel, zdaj sem pa v zvezi, pa ne smem tega delati, ker sem v zvezi in je to edini razlog, to pa ne. To pa ne. Ok. Vprašanje številka 2. Zakaj je za žensko toliko veliko različnih vrst igračk, za moške pa toliko malo? Ok, to vprašanje mi ful pogosto dobivamo. Se mi zdi sploh od moških, kje imate sploh kaj za moške, vse imate samo za ženske, ni čistko, sploh ne. Imamo res je, da za ženske je mogoče igračk vseeno več, ne bom rekla, da ni, ampak je pa tudi za moške v bistvu ful veliko enih igračk. Dosti je tudi recimo igračk, ki so recimo primer analne igračke, to pač je seveda za oba, ne, to nisem za žensko. Tudi se mi zdi, da moški tudi imajo zdaj sploh vedno več izbire. Vedno več, a ne, zdaj recimo že te masturbatorji, ki so, niso samo pač te silikonski ali kakorkoli, pa že so te ročne variante, ampak so tudi ful napredovale te tehnologije, da res sesajo, vrtijo, grejejo, povežejo se z aplikacijo, povežejo se z vsebinami za odrasle. Pač,
tako, štikam, da je na koncu dneva to še zmer masturbator, ampak jaz bi vse te funkcije nekako enačila z temi igračkami, ki rečejo, da za ženske ful več, pa je, ne vem, stimulator klitorisa, ampak pa je lahko stimulator ima zračno, lahko ima tapkanje, lahko ima vibriranje, ampak to je še zmer stimulator klitorisa, tako kot je masturbator še zmer stimulator penisa. A ne? Pač sej vi si lahko tudi stimulirate moda, presredek, okrog anusa, ne, pač ni treba nujno noter, a ne, tako, ka si mi pač, je pa dejstvo, da pač je razlika v anatomiji, a ne, tlej pač. Da pač nekatere igračke pač ne morejo biti za oba, ne. Ja. Ampak ja, kogar si rekla, pač meni se zdi, da je ful izbira za moške. Tudi pumpice obstajajo za oboje, a ne. Pač imaš že pumpice za ženske in pumpice za moške. Za moške imaš, ne vem, obročke. Teh je recimo več pumpic za moške, več kot za ženskih. Evo, tle, pač recimo imate moški več. Ne, pač se mi zdi, da je vedno več izbire, da tudi moški nimate toliko malo izbire, kot nam nekateri pišete, ne? Ja, jaz mislim, da mogoče ne poznajo toliko. Se mi zdi, da mogoče ženske, ki grejo zbirati igračko, mogoče to ni noben preverjen, to mogoče čisto iz sebe izhajam, ampak tako, da se malo bolj poglobiš v to, a veš, kaj mislim, ali pa da so že rubrike tako razdelane. Jaz ne vem, koliko moških bo šlo dejansko gledati, obstajajo podaljški za penis, pa kakšni vse obstajajo, pa kako bi to dejansko lahko med seksom uporabil, a ne, ampak se bolj fokusirajo mogoče na obročke pa na masturbatorje. So pa tudi pač druge stvari, ki jih lahko. Ampak ja, pač je pa tudi razlika v anatomiji, a ne. Pa mogoče se nas je nekaj časa trg, mogoče res bolj targetiral ženske. Ne vem, nimam nobene statistike, žal, ampak tako se mi zdi, da se tudi za moške zdaj ful razvija. Se mi zdi, da je tudi vse več igračk, recimo lih to, da stimulirajo tudi moda. Lih zdaj smo imeli nek ta masturbator, ki ima v bistvu, ko se ga odpre, pa daš pač penis noter, pride tist pokrovček pod moda, a ne, in pač tist vibrira, recimo, a ne, pač da ti še ti zraven. Ali pa kakšni obročki za penis so taki, da ni zdaj obrnen on vibracijski del proti ženski, a ne pa stimulira klitoris, ampak da je obrnen nadol, da stimulira presredek, pa moda, pa tako. Tako da se mi zdi, da se tle tudi premika pa razvija kar. Sam pač malo moraš si vzeti čas pa pogledati. Ja, sploh lih danes sem imela za snemati od Humana ta nove. Pač, in dejansko ful dobre igračke tudi za moške. Pač imaš recimo obroček za penis, ki imaš za prostato in za presredek. In pač je dejansko 3 v 1 in je ful dober. Tako da ja, tudi za moške vedno več. Ja, Humana kar pohvalijo drugače. Ok, tako da ja, do your research, tako bom rekla. Sicer je pa, vsaj mi imamo na naslednji strani, se mi zdi, da kar dober te kategorije razporejene. Tako da, ja, malo počekirati, malo več časa si vzeti, pa pogledati, kaj dejansko je. Pa kaj so razlike med njimi, pa boste videli, da ni tako malo. Lahko vidiš, da dejansko ful veliko enih stvari obstaja. Ok, dalje. Ja, zdaj sem jaz. Okay. Meni ni problem, da se on samo zadovoljuje, moti pa me, da ob tem gleda porniče. Ker se potem počutim neprivlačno in se avtomatsko primerjam s temi igralkami. Pa vem, da me on ne, kar mi je že večkrat zagotovil, ampak vseeno naj se zadovoljuje na domišljijo. Ok, jaz mislim, da tle, pač jaz njo štekam. Pač čim je tako neka resnična oseba, s katero se ti lahko primerjaš, pa da ti to vidiš, je ful težji to predelati, kakor pa če ne vem, veš, da partner masturbira, pa pač uporablja domišljijo, ali si pa celo tebe zamišlja, ali pa kakorkoli, ne. Ampak včasih je pa treba sam razumeti, da pornofilmi niso zato, jaz jih gledam zato, ker so mi lepše pa bolj hude od tebe, ampak gledam jih zato, ker sem z glavo drugače čist nekje drugje in rabim vizualni pripomoček, da pomaga. Tako. Ja, to tudi jaz drugače štekam, to, kar je napisala, ampak ja, sploh se mi zdi, ko je napisala, da je pač partner že večkrat zagotovil, da to ni to. Ja. That people lie. Ja, to je tudi lahko res, ampak vseeno. Ja, večinoma je zaradi tega, da pač imajo nek ta vizualni pripomoček, da pomaga, zato ker drugače težko, ne vem, se mi zdi, da sploh moški težko zdaj z domišljijo si pomagajo. Pač njim ne gre to tako dobro, večinoma se mi zdi. Dajte napisati tudi spodaj. Dajte napisati, ker naj jo ful zanima, ampak ja, no tako,
Kakor sem se jaz z ljudmi pogovarjala do zdaj, se mi zdi, da pač moški, vsaj večina, si težje stvari, zdaj ne vem, predstavljajo. Jaz vem, da kadar pogledam pornofilm, je lih zato, ker pač rabim, pač, zdaj to tako, ok, zdaj si se spravil masturbirati, očitno ti že paše, zakaj še rabiš to zraven, da pač ti pomaga se fokusirati, ampak včasih pač pomaga, malo bolj, zato ker lahko da tebi ful paše, ampak ti ne vem, misli uhajajo. In jaz recimo pri sebi vidim, da takrat mi pomaga to, pač, ker je tako direkt tle pred tabo in ti pač ne uhajajo misli drugam in ti ne vem, ne spusti vmes, pač ti si vsem želiš, ne vem, orgazma ali pa uživati v tem dejanju ali kakorkoli. Tako da ja. Ampak razumem pa tudi njo, ne, pač res je zoparan, ko vidiš pa, ne vem, sploh če imaš mogoče recimo ne samozavest ali pa drugačna telesa pa to, ne, ampak ja. Treba je malo razumevanja iz ene pa druge strani pokazati. Zdaj, če to partner, ko res ful mod, pa vidiš, da pač nekako trpi ob tem, pa že ta najdete neko drugo rešitev. Meni se zdi, da mislim, ful se noče na nobeno stran postavljati, ampak tako, treba se malo prilagajati. No. Pa pogovoriti. Tako. Sploh. Ja. Kako fantu pomagati oziroma kaj narediti, da mu ne bo tako hitro prišlo? Zakasnitev orgazma. To je prva stvar, na katero sem pomislila, drugač pa Edging. Ja. Jaz bi tle svetovala pač edging, zdaj, če pridem greva vse to. To, da moškemu pride v nekem času, je dost normalno in dost pogosto. Zdaj to, da je to neka težava, ki jo je treba reševati. Ja, tle pride pač ta problem pride, ne pač zadovoljiti moškega, pa zadovoljiti žensko, pa pol se časovno ne izide, pa imaš ta orgasm gap in tako. Zdaj imaš več načinov, kako se tega lotiti. Eno je edging, to je v bistvu vaja, ki jo delaš, se pravi, da tik preden bi končal, da se neha, se naredi pauza, malo spočije in pol spet. To je tako, da bi dražil pa nehu in pol se tako nekako trenira vzdržljivost. Ja. Imaš pa pol še ne vem, razne pripravke, tako kot si ti rekla. Ja, nekako sem jaz na to zdaj najprej pomislila, ampak drugače pa edging tudi. Pa ko si lih omenila tale orgasm gap, imaš tudi recimo, ne samo za moške, ampak imaš tudi za ženske, recimo pripomoček, da bi ženski hitreje prišlo. Ne? Ja, da bolj stimulira. Da se pol nekako boljš uskladita. Ja, imamo tudi bundle, ki imata za oba noter, si lahko greste pogledati. Drugač pa ja, to dvoje, več ali manj. No. Ja, ali pa recimo, zdaj včasih rečemo, ja, pa malo dlje, mogoče se malo dlje ženski posvetita ne s kakšnimi igračkami, pa ne vem, pa z oralo, pa to, ampak po moje tle tudi mogoče rata malo problem, ki to lahko moškega ful vzburja in pa dejansko pride do seksa, pa še hitrej konca. Ja. Ampak ja, to zdaj ni neki tazga. To, kar vidimo, že ne vem, je mest le prvo pomislim, pač, da itak ljudje imajo napačno predstavo, koliko časa seks traja, ker pač pornofilmi, navadni filmi, to skrb vleče in traja, pač to ni realno. Ne. Tako da mogoče malo prilagoditi pričakovanja, če pa hočeta pač tako kot rešiti neko stvar. Pa edging, tle si pa lahko pomagate tudi recimo z masturbatorji. Masturbatorji so ful fajn pripomoček, da se uporabljajo za vadbo vzdržljivosti, ampak se isto pač dela na ta način. Se pravi, preden pride, se ustaviš, pauza in tako. To lahko tudi med samim seksom delaš, kot pač podaljšaš sam seks. No. Tudi lahko, ja. Tako da, that would be. To. Okay. Mene ful zanima, če seks čokolada dejansko naredi karkoli, ali je to samo marketing? Aha, seks čokolada, ok. Zdaj, vse te stvari vsebujejo, to so tako, kot prehranska dopolnila, se pravi, vsebujejo različne osnovi, ki lahko vplivajo na tvojo spolno željo. Ni pa to, ne vem, ala Viagra varianta. Ja. To ima pač naravne sestavine, ki lahko, ne vem, ti malo zboljšajo prekrvavitev, pač vse, kar v bistvu posledično vpliva na to, da imaš ti večjo željo. Da ti da malo energije, da te malo sprosti, tako da je tle tako, ne vem, razne ostale ti, ne vem,
tabletke ali pa karkoli tazga imamo, je malo odvisno od posameznika do posameznika. Se mi pa zdi že ful veliko to, da pač ti kupaš to z nekim namenom, pa se ima ta lepo tist večer, pa tako se mi zdi, da vse to skupaj in s temi sestavinami in to, da je tak nek date night, da vse to pač vpliva na to. Ja. Da je pač boljše vzdušje. Tako, kot si rekla, se mi zdi, da ljudje imajo mogoče malo prevelika pričakovanja od zdaj neke čokolade, a ne pa mislijo, da zdaj bom pa čokolado pojedel, zdaj bom pa hotel seksati. Tako je, ne? Tudi to. Ampak ja, to je dejansko kot nek prehranski dodatek, pač lahko vpliva na željo. Ni pa zdaj tudi nujno, ja, tudi odvisno od posameznika. Zdaj, če se ti ful pod stresom, a da se ti dogajajo neke slabe stvari v življenju, ne boš ti pojedel malo čokolade, zdaj bo pa hopa gremo. Ja, pač moraš recimo poješ čokolado, pa moraš imeti še dobro vzdušje, pa pač več je enih dejavnikov, ni zdaj sam ta čokolada. Tako da ja. Je pa res drugače, da načeloma dobimo kar dobre reviewje, tako da ne vem, verjetno je vseeno okej. Ja. Fule zgledamo šor. Ne, se ne. Pač vse te stvari, pač doskrat smo imeli primer, ker so kakšnim je ful, a ne? Ampak zdaj mogoče bolj za ostale te prehranske dodatke govorim, ko smo jih imeli. Enim je pač, ene stvari ful odgovarjajo, drugim pa ne. In tako da so kakšne te, ki so vse splošno, da je večini okej, ampak lahko bo enemu neki ful pasal, nekomu pa pač ne, ampak mu bo pa od druge znamke. Ja. A veš, kaj mislim? Ponavadi je zmer tako, da moraš probati par teh različnih stvari. Čeprav prav za čokolado smo imeli pač, koliko sem rekla, do zdaj dobre reviewje. No. Ne vem. Ja. To je pa to, kar bi jaz imela na tematiko za čokolade povedati. Tako da ja, jaz pa, kakor sem rekla, pač mogoče so res kakšne, kdaj reklama, veš, kaj mislim, wow, zdaj bo pa ne vem kaj. Ja. Pač od samo čokolade bolj težko, veš, kaj mislim. Ja. Ne zdaj to, da čokolada ne bi delovala, ker pač naredi tisto, kar bi mogla narediti. Ampak imajo prevelika pričakovanja. Ja. Tako da ja, to je to, kar bi jaz rekla, drugače. Ja. To je to. Partner je predlagal roleplay in jaz sem bila najprej ful za, potem pa, ko sva dejansko probala, nisem mogla ostati resna niti 30 sekund. A se ljudje dejansko uspejo med tem ne smejati? Jaz mislim, da če prvič probaš, da pač je lahko, pač to čist nekaj normalnega, pač logika, da ti bo lahko kakšna situacija smešna. Ja, pač ne moreš zdaj pričakovati, da zdaj bosta pa prvič probala, pa zdaj bosta pa ful resna, pa bo ful točen tako, kot bi mogel biti. Ne, pač moraš se navaditi, najverjetneje. Ja, ali pa mogoče probati z drugim scenarijem, ali pa ne vem, kaj ti je bilo tako smešno zdaj tle, recimo, ne pa se mogoče naslednjič ne v take situacije spuščati, a za vse ostale roleplay je drugače igra vlog. Tako, če slučajno ni bilo, mogoče pa kdo ne ve. Ampak mislim, da je tle pri igri vlog že sploh tako, da se sam sebi zdi smešen. Jaz si lahko predstavljam, tako zdaj, da se jaz ne vem, oblečem v neko policistko in sem tam tako, pač moraš po moje vse najdeti te neke vloge, ki so ti nekako pisane v kožo, na kožo, da se nekako najdeš v njih, da se lahko poistovitiš z njimi, da je situacija, ki te vzburja, ne vem, pač eni imajo, ne vem, mogoče ti bo ta scena s policistko smešna, ne bo ti pa smešen, če se igrata, da se ne poznata, pa se prej nekje v baru dobita, pa tako. A veš, kaj mislim? Ja. Pač, da je dejansko nekaj, kar te vzburja, ne pa na situacijo, igra vlog, to pomeni, da kupva kostume in zdaj se pač nekaj pretvarjava. Pač moraš malo pogruntati, kaj je tist, kar pač je tebi vzburljivo. Ja, probavati več različnih stvari, pač pustiti mogoče tudi malo več časa, da se navadita. Tako najdete nekaj, ki ti je res pisan na kožo. Pač da ni nekaj, kar se ti zdi neumen, pa se pa cel cajt režiš. Mislim, meni bi bilo recimo full bad, da mi partner, full bad, ne vem, če je bilo full bad, ampak tako recimo, da bi si rekla, jaz bi pa to, pa da on reče ja, pa da si mi pa tam, pa recimo jaz vem, da mene to vzburja, pa da si mi pa on tam 90% časa reživa faco. To bi mi bilo tako malo. Pač bolj bi mi bilo, da rečeš, ne, da je najdva nekaj, ki bo tudi meni cool. Ja. Tako da, ne vem. Ja, malo pač pogruntač, kaj vam je v redu. To bi bil moj nasvet. Mene ful zanima, kako diskretno dejansko pride paket, ker me je strah, da bo gor pisalo karkoli preveč očitnega.
Lara, to kar ti povej, ker si zdaj največ kontenta delala tudi v diskretnosti paketov. Definitivno nič ne piše gor. V bistvu na paketu je samo nalepka s podatki za dostavo in to je to in nič drugega, navadna škatla, nobenega napisa, ne piše gor Svet užitka, tako da res brez skrbi. Ja, vse pošiljatelj tudi se ne piše Svet užitka. Ja, tudi ne piše, ja, še to, tako da res čist diskretno. Ja, ne dajemo nobenih nalepk naših gor, nimamo brandiranega salotejpa, nič, rjava škatla, bela nalepka s črno pisavo, ne piše Svet užitka gor in tako da zelo diskretno. Res ne rabite nič skrbeti. Ni, nič taska. Ok. Mene je bilo ful strah poročiti v trgovino. Verjetno v sex shop. Verjetno, ja. Okay. Imela sem občutek, da bojo prodajalke takoj videle, da nimam pojma, kaj gledam, pa da bodo vsi okoli mene gledali, kaj kupujem. Na koncu pa sem bila ful pozitivno presenečena, ker so bili res vsi prijazni, nič awkward in dejansko sem dobila občutek, da lahko normalno vprašaš karkoli brez obsojanja. Ok, tole v bistvu ni vprašanje, ampak je izkušnja. Ful hvala za delitev drugač. Nam je res všeč, da delite. Drugač pa ja, zna biti pač res mogoče ta prvič, ko greš na ful, se počutiš, zdaj me bojo pa vsi gledali, pa ne vem. Prodajalke si bojo mislili svoje o tem, kar pač jaz vprašam, kupujem karkoli. Ampak ne, nam je to res čist nekaj normalnega, zdaj sploh prodajalkam res ne rabite nič skrbeti, tudi lahko vprašate karkoli, ker je normalno, sploh če si recimo prvič, da stvari ne veš in pač mi to razumemo. Kar se pa tiče drugih ljudi, pa ja, dejansko, kaj enkrat greš v trgovino dejansko in vidiš pač, da vsi, večinoma, no, razen pač te, ki so res na novo, pa jih je mogoče tudi strah tako kot tebe, pač jim to res ni noben tabu in je pač to res nekaj normalnega, nič tazga. Se mi zdi, da ljudje še vedno tako nasplošno mislijo, da je to ful nek tabu, pa sploh res ni, no. Tako da ja. Ja, pač mi se tako ful trudimo, oziroma bom rekla, oddelek za trgovine se zelo trud, da so prodajalke čim bolj informirane, da res znajo odgovarjati na naša vprašanja, ko pridete tja. Tudi trudijo se oblikovati trgovine tako pač, da niso nek red light district variant, ampak da so svetle odprte, tako da se res počutiš dobrodošlega, da ni zdaj tako, da imaš občutek, da greš v nek, ne vem, bordel ali neki, da je pač res vse čim bolj tako uporabniku prijazno in dostopno in tako, da se res dobro počutiš not, ker smo že dobili kdaj komentarje, a ne pač na videz trgovine, da pač so bili ful presenečeni, a ne, koliko je lepo noter, tako, da je res v bistvu moderno, elegantno, ampak vseeno, a veš, tako ful dostopno, ljudje se res dobro počutijo noter. Kar se pa tiče prodajalk, jaz se pa res trudimo, ne, pač, da tudi vejo čim več o izdelkih, sami uporabi in tako jaz sem prepričana, da bojo zmer dobro znale svetovati. Drugač pa ful me zdaj spomnila, a ti si pač hodila kdaj v sex shop prej? Dejansko ne. Okay. Tako da je bilo pol za mene tudi prvič, ampak nisem sploh dobila tega občutka, ja, da mi more biti bed, niti mal. Dejansko. In ko si šla pač v trgovino, pač res je tako, a ne? Ful je prvo kot prvo lepa trgovina, ful urejena, prodajalke so super, pač res sam. Tudi jaz lahko rečem same pohvale. Nimaš občutka, da bi bil tako v nekem sex shopu, pač ni un vibe tako da bi, a veš, bil nekaj tako, zdaj pa moram se ful skrivati ali pa kaj. Sem mislila, da so take odprte, lepe, tako, ja, da so poskrbeli za to. Jaz sem bila po mojem prvič v sex shopu, še ko sem bila najstnica, zato ker sva s takratnim fantom kupovala pač kondome v sex shopu. Ne zakaj. Ne zakaj, ampak da so bili tako en izmed prvih kondomov, ko sem jih kupila, rdeči pa jagodni. Ne zakaj. Pač pa sva ugotovila, da tisti ni neki najboljš, ampak ja. Okay. Tako da ja, to sem se zdaj spomnila. Mislim, da bil en sex shop na Trubarje veliki. V glavnem, ja, ampak to je čist neka druga zgodba, kakor zdaj, kako se dela sex shop, je čist drugo. Spomnim se pa, že bil v BTC-ju, bil nek sex shop in tako smo radi šli špegati, pa tako, ampak to je bil res čist drug vibe, kar je zdaj pač res taka lepa clean trgovina, pač tako, sploh nimaš feelinga, da si v sex shopu, ne vem, mogoče
Tam tudi, že ko si prišel noter, čas so bili ful popularni ti DVD-ji in to je prišel noter in so naslovnice DVD-ov, bile tako bum tam. Verjamem, ja, sicer nisem bila, ampak ti verjamem. Drugače pa ne, res pri nas imamo, se mi zdi, da super. Pač res tudi dejansko, ko prideš noter, pač ful dober vibe, ful lepa trgovina, vse je ful clean, vse je ful urejen, prodajalke so ful prijazne. In tako mislim, da imaš res pač tak feeling, da lahko karkoli vprašaš. Tudi če si čist začetnik, pač res ni. Bojo znale svet, bojo zagotavljali. Tako da ja. Okay. Mene ful zanima, kako ljudje pridejo do točke, da lahko brez sramu govorijo o seksu s partnerjem. Midva sva skupaj že dolgo, pa nama je še vedno lažje govoriti o računih, kot pa o tem, kaj nama dejansko paše. Moja prva misel je bila tako, da meni je pa težje v računih govoriti. Ja, tako da... Jaz mislim, da je tle tudi ful odvisen iz kakšen je tvoj ozadje, pač, a veš, tvoje primarne družine. Pa zdaj pa, če sta oba dva iz tako, da ima bed, ful nekako težko greš čez to. Če imaš ti enega, ki je mogoče malo bolj sproščen, pa te malo pomaga potegniti, pa ti pokaže to svojo sproščenost, pa ti res dejanje pokaže, da je vse okej. Ne samo sej vem, da je vse okej, pa da temu ni bed govoriti, ampak pač noben od naju pa tega dejansko ne zna pokazati, da je ful težko. Jaz se nikoli nisem s tem srečala, ampak verjamem pa, da je ful težko. Mogoče boš ti tle... Ja, v bistvu jaz tudi nisem, no. Pač meni, čeprav je res, da mogoče preden sem prišla delati, pač nisem toliko ful vedela o dostih stvarih, ampak nikoli mi ni bil pa to pač nek tabu, veš kaj mislim. Ja. Tudi zdaj s partnerjem se pogovarjati o teh stvarih. Ok, ja, mogoče, zdaj recimo, če bi imela primer kakšne fantazije ali pa karkoli kaj bolj tazga, pač je težji, ampak to je mogoče, ja, jaz sem tle mogoče pomislila, prosti, ker sem te prekinila, da ne boš predaleč šla, pa bom pol za nazaj mogla. Ker jaz sem čisto zašla zdaj, tako da... Ne, se je cool. Pač, meni se zdi, da dostkrat je ljudem v zvezi ful težko skomunicirati stvari, kaj jim paše, pa kaj ne, zato ker jih je strah, da bojo pač prizadeli partnerja ali pa partnerko, pač nasprotnega. In bolj ne vejo, kako to povedati, a ne? Zato, ker imajo ta strah. Ampak zdaj, odkje dobiš pa ti ta strah, je pa verjetno tudi iz drugih izkušanj, ne? Ja. Pač, ker a ti dobivaš tudi na drugih področjih od partnerja pač neko razumevanje pa sprejemanje. A veš, kaj mislim? Ko poveš, da pač ti nekaj ne ustreza, ne sam pri seksu ali pa kje, mogoče se lahko na to mal, a ne? Če se o drugih stvarih lahko pogovarjata, pač zakaj se ne bi še o tem. To primerjava z računi pa, ja, pač intima je osebna, ne, malo se moraš razkriti, malo se moraš izpostaviti, biti ranljiv, da poveš, a ne, kaj ti je, pa kaj ti ni. Ampak, tako, kot sva mislim, da že v prejšnji epizodi svetovali za eno drugo stvar, se mi zdi, da tle tudi spet ne narediti nekega resnega vzdušja, ampak probati stvar čim bolj tako, ja. Mim grede, vsaj malo potipati teren, pač kakšna bo reakcija. Ne, sploh, če si ti želiš tega pogovora. Razen, če sta se navajena tako pogovarjati, da pač rečeš, jaz bi se pa rada o nečem pogovorila, prideš sam, meni je ful težko o tem govoriti, ampak bi se želela. Že ta stavek se mi zdi, da ti ful odpre. Ful, pa sploh, če se pa začneta pogovarjati, je dejansko tako končen sem zdaj lahko povedala ali pa povedala, pač res dober feeling. Tudi se mi zdi, da sploh, če sta oba dva taka, ne, pač da recimo eno, dvaju začne zdaj ta pogovor, bo tudi drugemu pol ful lažji, a ne. In bosta lahko imela dejansko pogovor o tem in se bosta lahko pozmenila. Zdaj pa tako, jaz bi sam rekla tle, da pač ti partnerju ali pa partnerki skomuniciraš, kaj ti paše ali pa ne paše, pa da dobiš na drugi strani neko užaljenost ali pa ihto, pa to tle pa pač sam vidiš, da ni nekega razumevanja. A ne, in da vse takoj na se obrne, mislim tle, jaz nisem nek psiholog ali pa kaj, ampak tako lahko vidiš, tudi ta reakcija ti od človeka nekaj pove. A ne, se mi zdi, da če ti rečeš, lej se to ne leti na te osebno, ampak jaz bi pa raj tako, meni to ne paše, pa da je nekdo direkt na to užaljen, to pa tudi ni lih način, a ne. Ja. Nisi v tem primeru ti pač res nič narobe naredil ali pa naredila ali pa kakorkoli. Ker to, da skomuniciraš pa na lep način, razumljiv, spoštljiv, pač kaj ti paše, kaj ti ne paše, ni narobe. Drugo je, če ti žališ, če ti napadaš, če ti ponižuješ, pač ne. Ampak če ti lepo skomuniciraš, pa iz druge strani dobiš, ne,
pač ti tle v tej primeru ne delaš nič narobe. Tako se mi zdi, da je pomembno, da to ljudje vejo, ker se mi zdi, da dostkrat, če dobijo tak odziv, se ful sekirajo, da so pa oni zdaj nekaj narobe naredili, zakaj so sploh rekli kaj. A veš, tako, bož bi bilo, če bi bil tih ali pa bila tih, pa sej bo že. Ja, Tako, se mi zdi, da ljudi tudi tega strah. No. Se mi zdi, da pol, če partner na tak način reagira, zihar pač je še kje drugje problem pri komunikaciji. Ne samo zdaj glede spolnosti pa intime, ampak pač tudi na splošno. Ja. Pač mogoče v zvezi, pač, da so lahko tudi problemi. Ja, ni zdaj pol nujno samo tako. Pač če partner ne bi niti probil biti razumljiv, veš, Ja. pa to. Ja. Tako da ja, pač se mi zdi, da je več vidikov iz tega, zakaj ti je lahko bed pristopati k temu, ker pač itak nikoli ne veš, a ne pač mi dve dobiva vprašanje, meni se je ful bed o tem pogovarjati, ne veva pa, zakaj se ti je bed. Tako da malo različnih scenarijev tle predelamo. Malo raziskuj, zakaj je mogoče tako, a ne? Ja, pa pol iz tam naprej, a ne. Zdaj, če ti je sam tako pač nerodan, pač probaš čim bolj nekako tako easy, malo tudi vidiš, kakšna je vajna komunikacija glede drugih stvari. Ampak ja, lažje ne vem govoriti o računih, kot pa kaj nama dejansko paše. Pač en se bo mogel pogumiti pa začeti, to je edini nasvet, ki bi ga jaz imela. In potem bo tudi drugemu verjetno lažje. Sploh tle iz tega bi jaz rekla, da nekako ona dva se že malo pogovarjata, ker nama je še vedno lažje govoriti o računih, kot pa o tem, kaj nama dejansko paše. Mogoče pri tem specifičnem primeru sam večkrat se probati pogovarjati o tem, dokler ne bosta pač se nekako sprijaznila s tem, da pač se pogovarjate. Da nas ta nesprijaznila je slaba beseda, da vama bo udobno. Ja, boljša. To je to. Tako sprijazni se, o tem se bomo pogovarjala. Sprijazni se. A imajo še drugi občutek, da bi bilo o seksu in odnosih ful manj overthinkanja, če bi se ljudje bolj normalno pogovarjali o teh stvarih? To se bolj povezuje s prejšnjim, se mi zdi. Ja, definitivno. Itak, te tabu teme, ki so pač po moje itak zaradi tega, ker je iz zgodovine bilo fulenga zatiranja, kako hočemo reči, ne. In zaradi raznih propagand verskih in takšnih in drugačnih, ne bomo šli predolgo v to, ampak recimo o tej Milene Miklavčič knjiga zelo lepo govori o tem, Ogenj, rit in kače niso za igrače, imate zbirko knjig, tam veliko najdete uporabnih informacij, da vas bo razsvetlilo, zakaj so kakšne stvari toliko tabu tema zdaj. Sorry, še ti kaj povej. Drugače pa ja, se mi zdi, da ful ljudi pač na te teme še vedno preveč gleda kot tabu in da res tudi po moje zaradi tega nekega pričakovanja drugih ljudi ali pa pač, da so pač, ne vem, drugi ljudje ful proti temu in si pa tudi tisti, ki pač bi radi govorili o temu, si pa recimo ne upajo, ker kaj si bojo pa zdaj drugi mislili, kaj bojo rekli in tako naprej. Ampak ne, o tem bi se ful mogli bolj odprto pogovarjati, ker ni to res nič tazga. Meni se zdi, samo replika na to tvoje, meni se zdi pomemben, da ločimo med tem odprto se pogovarjati, pa sproščeno se pogovarjati. To ne pomeni vulgarno govoriti. Ne, to ne. Ampak ful ljudi to povezuje. So stvari, ki pač, ne vem, je primeren čas za njih se pogovarjati, je primeren prostor za njih se pogovarjati. Ne vem, tako kot so te pač razni tematski ali podcasti, ali socialna omrežja, ali pogovori doma, pač noben ne pravi, da se morate vi na družinskem kosilu sproščeno pogovarjati o tem, kako ste prvič doživljali orgazem ali pa analen seks ali pa neki, ampak sam, da si sproščen s svojim partnerjem, svojim, ne vem, spolnim partnerjem, če vam je tako lažje, se ne rabi biti dejansko zveza, da si pač skomunicirata te stvari, ali pa če so kakšne težave, da si prijateljice o tem pogovarjajo, da si malo pomagajo, da delijo izkušnje, a ne, pač na tak način. Ker jaz sem opazila, jaz nikoli nisem bila v družbi, ki bi imela, pa imam prijateljice res iz čisto različnih. Ampak z vsemi sem se pač nekako sproščeno o tem pogovarjala, sem pa opazila, da sem dostikrat bila jaz una, ki je bila toliko sproščena, da se pač nisem dosti menila za njihovo mnenje, v smislu, ne vem, če je kakšna malo tako obraz naredila, ko sem začela, ampak je videla recimo, se sva sproščene okrog tega, zdaj pa lahko še jaz povem. A veš, jim je bilo kratko lažje.
A veš, kva mislim? Ja, jaz sem pa recimo imela lih obratno, da imam pač dve prijateljice, oziroma eno, pa pol še ta druga tudi prišla do tega, da je pač ena bila ful sproščena, ne, in je pol bilo nama lažje. Tako da ja, to ful pomaga. A ne? Tako da ja. Ja, če imajo drugi še občutek, da bi bilo v seksu in odnosih ful manj overthinkanja, če bi se ljudje bolj normalno pogovarjali o teh stvarih. Saj pa v vseh stvarih. Tako dokler ti ne slišiš dejansko mnenja od nekoga drugega, pa samo predvidevaš 100 različnih scenarijev, kaj ti bo človek rekel na to, kam mu boš ti povedal neko določeno stvar. Recimo, meni pa še to, zdaj pa predvidevam, on lahko reče to, ali pa 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 to, se pravi, da si vrtiš neke scenarije v glavi, pa ne dejansko ne vprašaš, ja, pač valjda bi bilo manj, ne. Manj bi bilo. Čeprav po drugi strani se mi pa zdi, da še vsem je vsem vedno bolj odprto govori o teh stvarih. Sicer je res, da bi bilo manj overthinkanja. Je res, da počas, ampak po drugi strani pa se mi še vsem zdi, da je vedno več govora o teh stvarih, je vedno več govora o tem, da to ni noben tabu, da je to nekaj normalnega. Ampak bi bilo bolj, da bi bilo to še malo hitreje, da bi bilo vedno več tega. Ker je lih pač pisala o overthinkanju, meni se zdi, da overthinking je pač prekomerno razmišljanje o določeni situaciji, je včasih neizmer slabo, včasih te tudi pač zaščiti mal na en način, zato ker ti lahko poznaš neko osebo do te mere, da si imel neke pač določene, lahko tudi slabe izkušnje s to osebo, in iz drugih izkušenj lahko predvidevaš, a ne? Ampak še zmeraj je pa to dost neplodno početje, se mi zdi, da pač te toliko matra, pač povej, pa pol od tam naprej pejt, a ne? Ja. Tako da ja, ampak se mi pa zdi lih to, a ne? To je dober point. Če bi takoj povedal, če ne bi toliko razmišljal, kako bo druga oseba reagirala, bi pa sam povedal in bi pol takoj videl, kako ta oseba reagira. Veš, ne bi toliko razmišljal o tem. Tako da ja, manj overthinkanja. Tako da ja, manj overthinkanja, evo, to je to. Zaključna misel. Overthinking about overthinking. Drugač pa ja, to bo to za danes. Najlepša hvala res vsem, ki nam pošiljate vprašanja. V opisu videa imate link, na kjer ga lahko vedno pošljete svoje anonimno vprašanje. Lahko nam pa pišete tudi na socialna omrežja ali pa na mail, kakor želite. Vsa vprašanja so 100% anonimna in mogoče na katerega od vaših vprašanj odgovoriva prav v naslednji epizodi. Drugač pa, če vam je bil ta video všeč, mu dajte en like, naročite se na naš kanal in pa seveda vklopite obvestilo, da ne boste zamudili naslednje epizode. In to je to, se vidimo naslednjič. Bye! Bye!